kar sprijem, bom še skakali stala. Vse nas posrečno pozdravljam. Zdaj smo že toliko slišali, da bom pravzaprav to, kar jaz predstavljam, nekako vse je v te sklepe, katere bom želim predstaviti. Jaz sem zgodočna čisto za kratko troje in sicer bom na licence, zato sem mislila, da se zdravilete se dela, in sem tudi marsikaj slišala na kurikul in na novosti, katere uvajamo v šolstvo. Inovacije. Jaz se smatram širše. Zelo se oprošam, vem, da ste tukaj vsi zelo veliki strokovnjaki za kurikul. Jaz pa vseeno to programizo izrabljam v nekem smislu, kako se spominjam šole, sicer sem 15 let učila na tretji gimnaziji in pa še nekaj časa na prvi gimnaziji. Vedno smo to besedo zvezdi z kurikulom, smo razumeli učitelji kot neko vrsto strašenja. Rekli so nam strokovnjaki za kurikul, so rekli, mi smo kakor sklonili smo na poplave in so rekli, aha, sigurno pa veliko vejo. Jaz bi rekla, zdaj, ko sem pri teh stvarih nekako bolj že noter, bi rekla tako, da je čisto preprosto, to je načelo za učenje. In v kurikul spadajo, kaj je gospa Bukočeva, kaj je izgledala tudi v tem učnem načrti. To je, kar sem bi želela povedati, kaj sem del kurikula. Zelo važne so tudi stopnje in jaz sem vesela, da sem danes na tej okrogli mizi, kar sem zdaj poslušala tukaj, pravzaprav slišala in sem zajeli pravzaprav že vse stopnje, ki se v kurikulu dogajajo. To je supra, makra, mezo, mikro in pa nano. In vsi ste pravzaprav niste govorili vsi stopnje. Kot sem že rekla, da tole prenašam iz Švedske, ker še enkrat povem, kar se kurikula tiče navadi, to je taka beseda, ki se je predstavljala in predvemo, a nekaj ne. Tale mi je zelo všeč in sicer to lahko primerjamo z Palkovo mrežo. V sredini so seveda se vprašamo, zakaj učence učimo. To je resno tisto osnovno vprašanje, katero se vsi moramo postaviti, kada se pogovarjamo v šoli oziroma kada se pogovarjamo v kurikulu. Kar je pa bistveno, kar pa sem danes, kar bi želela izpostaviti na tej okrogli mizi, je pa to, da kada mi nekaj spreminjamo, naprimer čas, vsebine, vse to potegne za sabo celotno mrežo. Zato se veliko krat zgodi, ko uvedemo na šolo kakšno stvar, naprimer, to bom povedala čisto na šalnice, lahko kakoli rečem, govorim naprimer o predmetu šola, fleksibilni predmetnik, to so stvari, ki se dogajajo v šolah. Poglejte, torej vse skupaj potegne vedno celotno mrežo. Če mi začnemo z cilji, izpostavljamo cilje, ostavijo pa ne, pomeni, da se ta mreža poruši. To sem hotela izpostaviti, ker veliko krat v šolah slišim, vse smo začeli, ampak se pa ni uspela. Uspela ni preprosto, je rekla tudi zaradi te takove mreže stvari so torej med seboj povezane. To sem na Finskem doživela. Finska, kot veste, to sem danes tudi slišala, ko smo se pri začetku v prvi mize pogovarjali, Finska na nekot nek vzor. Zdaj bi povedala, da sem imela tudi seminar za učitelje na Finskem in bi čisto tako rekla, da so finski učitelji oziroma slovenski učitelji lahko čisto vsem izenačijo z finskimi učitelji, to je sledili dobene velike razlike. Ampak Finci, torej, ki pa so nekako, se smatrajo vsaj v EU, recimo, malo više, torej
glede, so to vprašanje postavili in to mi je nekako izhodišče, jaz se tudi z Jurekom pogovarjala, če vprašamo, kaj poveda. Nekaj je na tem, da je šola, katero učencem dajemo zdaj, se ne ujema za njihovim življenjskim stilom. Ko sem se pripravljala na to okroglo mizo, sem se pogovarjala tudi z kolegicom na zavodu in sem to misel tudi napisala, ker se mi zdi zelo dobra. Ona nekako čuti, da slovenski učenci šole ne čutijo kot priložnosti za razvoj, ampak jo več ali manj čutijo kot neko zagado, s katere se skušajo čim prej rešiti. No, sve, če se verjetno ste zdaj vsi opazili, da v središče šolanja, kurikula, karkoli, jaz vedno postavljam učence. Zato, ker učenci doživljajo to, mi pišemo, mi jim pomagamo, učenci pa v kurikulu živijo. To so takšne stvari, kar smo danes že slišali in bilo bi prav zanimivo, da bi na naši šoli vsa dal misli, kateri učenec tukaj govori oziroma razmišljajo, počekirali, a je na moji šoli tako, a je na moji šoli tako. Naprimer, tukaj mi je Jure že zdaj nekako povedal, da se mu to zdi tista šipka točka, prava IKT. Druga je en problem, kako mi pomaga pri učenju IKT vedno kot kao dodatek. Se pravi, imamo PowerPoint, imamo LCD projektor, še vedno taj en lik, ki stoji pred 30 učenci in govori, spoštovati moram. No, to je, mislim, ena v takih stvari. Potem, kar se meni zdi, to kot je, tak, ne vem, mogoče ko ste strinjali z mano, ali ne, ki se mi zdi tudi malo problem in pa recimo slabost slovenskega šolstva, se smo tudi jaz poključeni v zavodu šolstva, je vključeno staršev. Če so starši vključeni v šoli, otrok čuti pripadno v šoli, drugače pa bodo prepričani, da ne. Inovacije so neprestani krog. Še začnete na šoli z inovacijo, kot sem rekla, IP, predmetnik, spodručava in to, če naštevala, se moramo najprej vedno postavimo tri osnovna vprašanja in sicer, kaj želimo za tem doseči, kako bomo izvedli to in pa preveriti cilje. In to so ti krogi, kateri se neprestano vrtijo. To je torej stvar, ki se nikoli ne konča. Inovacija se ne zaključi. To je krog, ki gre v krog. To je zopetijski pogled, pa bi spoštovani gospod in gospodje vas posebej upozorila na to. Torej še enkrat, ko mi uvajamo nekaj novega v šolo, vedno vedite, da to, kar je novo, vpliva na vse to, kar je tukaj napisano. To se morajo šole, šolniki, torej vsi, kateri se ukvarjamo šolstvom, zavedati. Torej, vsaka stvar, ki je vpeljen na novo, vpliva oziroma obratno na vse te stvari, ki so napisane. Etos šole, vzdušje, šolska praksa, svetovanje, torej bi rekla celotno življenje v šoli. Zato ni tako enostavno reči, na naši šoli smo pa začeli, postali smo vmesko šola, postali smo zdrava šola, super, ampak stvari pa ne grejo. To veliko krat slišim. Zakaj ne grejo? Ker je verjetno neki člen, ki manjka. To je vedno zelo kompleksna zadeva. Angleži so šli še kroge, tukaj je bolj res ena šolska zadeva, torej zopet nekako. Pet je neka odlogost, recimo napišem tu fleksibilni predmeti. Kaj za to rabim? Kam? Levo, desno, dol. To je ena stvar, ki je ravnatelj šole, recimo, kot strokovni vodja, so to stvari, ki pravzaprav, mislim, so pomembne. Mi smo na Zavodu za šolstvo pripravili en
inovacijo, recimo, če vam je ta beseda vedno ni najbolj všeč, ker je lahko tudi v negativnem smislu. Ne? Šola ima troje, ima streho, ima glavni prostor in pa ima temelje, kot vsaka hiša. Torej, vedno damo v streho šole cilje, o kateri smo že slišali. To so državni cilji, to so cilji, ki so načinili tukaj v Mariborskem okolju in pa vedno moramo v streho šole, v streho hiše dati posebne cilje učencev. Brez tega stvar ne bo delovala. Tukaj je glavni prostor, tukaj se dogaja šolska praksa in tukaj je preverjanje znanja. Rada bi vam eno preprosto stvar povedala. Če je šola ali pa država ali pa regija ali pa mesto brez strehe, torej brez jasnih ciljev, takšna hiša zamaka. Torej, če imamo mi tu krasno prakso, noter zamaka. In obratno, če preverjanje znanja ni tisto, katero je skladno z celotno hišo, pomeni, da se hiša seseda in pa ruši. Torej, potrebno je vse troje, prvo, drugo in tretje. No, zdaj bi čisto kratko povem, še samo Zavod Republike Slovenije za šolstvo, to mislim tisti del, ki se ukvarjam z novostmi v šoli, gre za IT, to je že gospa Bukočeva povedala, to so projekti, kateri v Sloveniji trenutno teče 456, moram pa zelo, tukaj sem pa zelo vesela, da jih je zelo veliko tukaj v Podravski regiji. Drugo, kar je, kjer Zavod spodbuja novosti v šoli, to so priznane plaže Kumerdeja, to moram vsekakor povedati, da je ustanovitelj priznane gospod Lorenčič, ko je bil direktor Zavoda za šolstva, tako da mi je to čast. Tretje pa, da mislim, sodelujemo v več teh projektih, torej bi nekako si bi rekla, da smo v stiku z evropskim šolstvom. No, za konec vam bom pokazala to še slika zadnje podelitve, ki znam Blaža Kumerdeja. Bila sem predsednica 4 leta, zdaj zaključujem ta mandat. Bili so tudi iz Maribora, mislim, da je 3 šole že doslej to nagrado dobile. Jaz pa bi zaključila razmislijo, da na slovenski šolah čutim, da je zelo veliko znanja, zelo veliko, malo manj, ampak še kar veliko veščin, vsem skupaj pa nam nekako manjka ustrezne vrednote. Hvala. Hvala lepa tudi.